Lepo pozdravljeni še enkrat, tako kot smo že napovedali oziroma obljubili pred filmom, se nam je pridružila Ingrid Kovač-Brus, ki bo poskušala seveda nekoliko več povedati o samem filmu, kot ljubiteljica filmov, kot seveda odlična poznavalka filmske industrije, kot novinarka in kot urednica programa Ars. Dober dan, lepo pozdravljeni, sem vesela, da sem v tej lepi dvorani z vami. V bistvu, kar se tiče filma Po soncu, smo nekako zdaj zaslutili, da res pusti močan pečat v vsakem gledalcu. Kako ste mogoče sami prvič videli ta film, kakšen vtis je pustil pri vas? Ja, sem zelo razmišljala, kaj bi rekla na začetku, kaj je ta film. Mogoče najkrajše bi ga označila, da je to ljubezensko pismo očetu. Sicer predstavljam si, da večina vseh vas, ki je gledala zdaj ta film, da ste presunjeni, da ste v enem malček posebnem stanju, tudi sama se spomnim tega po prvem ogledu filma. Sicer je ta film marsikaj, a ne? Zdaj, če bi ga žanrsko opredelili, bi lahko rekli, seveda, to je film o odraščanju. In tukaj se da govoriti veliko o tem, o vseh teh elementih, ki so v filmu, ki nakazujejo pač vse te neke stvari, ki so tipične za filme o odraščanju. Poletje, najstniki, nekoliko večji najstniki, morda prvi poljub, ti neki odnosi, preigravanja, občutki samostojnosti, odraslosti v nekih momentih in tako naprej. Druga stvar, za polovico tega filma bi rekla, da če bi bil francoski ali italijanski film, bi mu lahko rekli, da je to film o poletju. Ker Italijani in Francozi, tudi Slovenci včasih, tudi Hrvati, imamo kar veliko teh filmov poletnih, v katerih je svetloba, barve, neka lepa poletna doživetja, ki si jih vsi želimo tako v različnih obdobjih, a ne. Nedvomno je to prelep film o odnosih. Zdaj, mojstri teh filmov o odnosih so sicer najbolj v Evropi, morda Romuni, Francozi, ampak ta film mislim, da je prečudovit britanski film o odnosih. Morda ni naključje, da ga je posnela Škotinja in morda tudi ni naključje, da so ga Britanci tako zelo vzeli za svojega, se to najbrž sva oba brala leta 2022, je bil v Veliki Britaniji, ki nima majhne filmske produkcije, to njihov film leta in analizirali in pogovarjali so se o tem filmu res iz vseh smeri, vsebinskih, tehničnih, z vsemi soustvarjalci. Pa še na eno stvar bi zelo opozorila, to pa mogoče, na to si še bolj pozoren ob drugem ogledu filma, na to igro s kamero. Ja, igra s kamero oziroma tehničnih delov se bo še nekoliko dotaknila, mogoče samo da izpostaviva, kako je režiserka Charlotte Wells prišla pravzaprav do te ideje. To je namreč njen prvenec, kar pomeni, da je to njen prvi celovečerni film, hkrati pa je v njem izjemno odraslo, obravnavala zelo težko tematiko. Morava pa pri tem izpostaviti, da je to tema, ki režiserko Charlotte Wells nekako preganja že kar nekaj časa. Tudi pri kratkem filmu se je naslonila na njo in nekako ima človek občutek, da je Sophie režiserka oziroma da je ta zgodba nekako povezana z režiserkino prvoosebno življenjsko zgodbo. Ja, saj režiserka Charlotte Wells tega niti ne skriva. Tudi sama to, kar ste omenili, se navezuje ob tem filmu Po soncu na svoj kratek film Torek, Tuesday je naslov tega filma. Tudi je film dostopen na njeni spletni strani, kot še nekateri njeni drugi kratki filmi. In to je film o nekoliko večji deklici, najstnici, 15-16 let stari, ki ima neko določeno torkovo obredje, pa več ne bom povedala, ampak že od tukaj se nekako nakazuje ta bolečina, ki je seveda razumljiva. Zdaj jaz ne bi tukaj amaterske psihologije več kot toliko se šla, ampak mislim, da vsi vemo, da izguba bližnjega človeka sploh, to je pač
očitno iz njene biografije. Ona je kot 16-letna deklica izgubila očeta, tudi prej ni živela z njim, najbrž je na podobne počitnice odhajala z očetom. Skratka, taka izguba te zagotovo zaznamuje za vse življenje. Zato sem tudi rekla na začetku, da se mi zdi, da je to ljubezensko pismo očetu, ker je tudi skozi kamero, o kateri bova še kaj rekla, se mi zdi, da tukaj z vsako besedo, z vsakim kadrom, z vsakim prijemom išče očeta, ki ga je kot otrok, kot deklica nedvomno videla drugače, nedvomno kot heroja, tako kot vsi vidimo svoje starše, pač kot neke ljudi, ki so večni, ki vse zmorejo, ki vse naredijo prav in najboljše in nimajo nobenih težav. Zdaj pa z te neke distance, mislim, da je bila stara 35 let, ko je ta film dokončala, zdaj z neke distance, z nekimi drugimi izkušnjami in kot umetnica seveda se zdaj približuje tej osebi, Columu, ki je nekako njenih let in ga poskuša zdaj kot odrasla ženska razumeti, videti drugače. Ja, kot je tudi režiserka rekla, jo je najbolj presunilo, ko je ob gledanju starih videoposnetkov ugotovila, da sta bila njena starša izjemno mlada, ko sta jo imela, hkrati sta bila tedaj njenih let, in ko je začela razmišljati, je ugotovila, da si otroci pogosto starše tako idealiziramo, češ da oni pa nimajo težav oziroma njihovega notranjega sveta niti ne občutimo, ne damo mu prostora za to, da bi sploh prišel na plano. Tukaj se mi zdi pa idilična rešitev, ko pravzaprav ta odnos privre na plano poleti, na dopustu, v nekem idiličnem obmorskem letovišču, hkrati pa na podlagi starih spominov. Mogoče se tukaj lahko majčkeno že vrževa na to kamero in na ta pomen teh videoposnetkov, ki jih konec koncev Sophie gleda z neko časovno distanco. Tukaj je res unikatna rešitev tudi strani režiserke, kako to zgodbo povleči na plano, torej s temi starimi posnetki. Ona je to res naredila na en izjemno izviren avtorski način. Saj stari posnetki v filmih, v dokumentarnih filmih niso nič kaj zelo posebnega, to vsi poznamo. Ampak tukaj jaz, ko sem drugič gledala film, se mi je zdelo, kot da je tretja oseba v tem filmu kamera. Da imamo tukaj pravzaprav nekakšen trikotnik. Da sta to Sophie, njen oče Colum in ta kamera. In to je, vse jaz sem si tako razlagala, boste vi povedali, če ste si drugače, to je očetova kamera. Zato tudi mislim, da je to še dodatno omaž njenemu očetu. S to kamero je oče prišel na dopust, to je kamera, ki si jo podajata. To je ona res izjemno spretno potem tudi v film vpletla. Snemata se, včasih sta ob tem snemanju v zadregi, včasih res lepi posnetki nastanejo. Tudi te plani, prvi, drugi, tretji, četrti plan, to je res neskončno dobro narejeno. Sploh prvič pač, ko gledaš film, nekako bolj slediš zgodbi, ampak ko naslednjič gledaš, te prav pretrese ta vloga kamere, ki na nek način tudi govori. Ker tudi, če se spomnite, oče zvečer sedi v temi in si ogleduje nek posnetek. V bistvu je to tudi neka vez med njima. Tako, pač tretja oseba v filmu. Ja, kot določene stvari, ki niso mogle biti povedane, ampak se jih pa čuti, ko seveda človek vidi posnetek oziroma ko si ga zavrti za nazaj. Kot da bi oče določenih stvari, niti jih ne bi znal Sophie predstaviti, ampak ob ogledu videoposnetka se pa zaslutijo. Ja, pa s tem, da se mi zdi tudi, da gre za nekakšno iniciacijo nje v svet filmske umetnosti. Da tudi to pokaže skozi ta film, da je pravzaprav oče tisti, ki jo je posredno potisnil v ta svet sedme umetnosti. Ja, zanimivo je tam ob nekem prizoru, ko sta ob bazenu, vidimo, da je Sophie imela revijo in se učila o digitalnem snemanju. Oče pa je tisti, ki reče, pazi, drago je bilo. Tako da se nekako res sluti, da je bil on tisti, ki jo je potisnil v ta filmski svet. Verjamem, da je tudi med občinstvom ogromno mnenj, komentarjev, tudi mora biti kakšno vprašanje, na katerega lahko poskušava odgovoriti. Definitivno pa bova vesela tudi kakšnega mnenja z vaše strani. Če je že zdaj, kar nakažite z dvigom roke. Izvolite še mikrofon. Hvala.
Dober dan želim. Hvala Dober dan. za čudovit izbor filma. Potem pa to otrok ločenih staršev. Te travme ponovadi starši nalagajo svoje otrokom, en na drugega in je otroku Bogu revaš tam čist stisnen med te probleme, tukaj pa tega ni. In je to čudovito prikazano, kako lahko si narazen, pa kljub temu daješ vso lepoto svojemu otroku. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kar seveda, izvolite. Torej, pridružujem se, s moji sosedi, mi imamo zelo podobno mnenje o tem, da so čudoviti filmi, in vedno znova. Sem pa zelo vesel gospe Ingrid tukaj z njenim strokovnim pa zelo občutenim uvodom, ki pa res odkriva tisto, kar sem jaz na primer čisto slučajno čutil v tem filmu. Jaz sem se veliko tudi s tem videom ukvarjal, ker sem otroke snimal in tako naprej. In včeraj sem slučajno ene stare posnetke digitalizirane pregledoval. In je zelo podoben občutek, ko dejansko ob enem kadru podoživiš celo zgodbo. In to so taki, zato se mi zdi ta pristop čudovit. In je res to, res je neko tako spoštljivo pismo, ali pa sodoben zapis, kako je neko dekle videlo svojega očeta. Jaz bi si samo želel, da bi potem, ko me več ne bo, da bodo moje hčere filme stare gledale z enakim občutkom. Ampak je pa še ena stvar, ki me pa malo mogoče vendar zmoti, ampak je čas takšen. Nehote film namiguje na to svobodo izbire spola. In zelo subtilno. In vse postavi v kontekst iskanj adolescence, ko človek res morda ne ve čisto kaj in kako. Tako da tudi tu, ampak to me je pa tako rahlo malo zbodlo, ker je mogoče ciljano tudi na sodoben čas, na sodobno žirijo in tako naprej. Tehnično in pa z idejo, kakor jo je izbrala, je pa genijalen film. In še nekaj sem že prej gospe rekel, zdi se mi, da takšnega filma moški režiser ne bi mogel narediti. Zaradi tega, ker ženske, hvala Bogu, imate to sposobnost, da lahko vidite življenje večplastno in v vseh nijansah, ki jih pa mi, lovci, vedno samo za eno tarčo sledimo. Hvala. Zdaj, jaz, če smem, bi se takoj za režiserja postavila. Jaz mislim, da tudi režiserji obstajajo taki, ki znajo zelo subtilne filme narediti. Mislim, da ste tudi vi v abonmaju imeli film Blizu, ki je zame tudi eden najlepših in najboljših filmov moškega režiserja, ampak ne bi zdaj tukaj nadaljevala. Tako se mi zdi zanimivo, stvari, ki ste jih opazili. Jaz te neke računice festivalske sicer nisem opazila, čeprav to je čist legitimno, ker vsak režiser, ko dela film, ga predvidevam, najprej dela za gledalce, ampak hkrati pa tudi izmislijo, kako bi do najširšega foruma nekako prišel, in to je seveda prek festivalov, in potem si seveda lahko narediš alineje. V tem hipu ta festival zanima to, ta drugi festival politika, nekje spoli, tako da morda jaz tega nisem opazila, ampak mi je pa zanimivo to, kar ste rekli, da imate vi doma kamero, pa da imate tudi posnetke. Sva se prej pogovarjala s Tonijem pred začetkom, kako je to, tudi v primeru tega filma Po soncu, kako je ona posnela film o nekom, ki ga ni. Kako je to v človeški naravi, da vedno iščeš pač stvari, ki jih ni, ki jih ne poznaš in te bolj zanimajo. Tukaj mame skoraj ni, slišimo jo v tem telefonskem pogovoru, ne obstaja, ampak to nič na račun filma, ampak taki smo. Tako da jaz sem prepričana, da bojo tudi vaši pravnuki, dajmo tako reči, z veseljem te posnetke gledali in na njih opazili različne reči. Meni je bilo tudi to zelo všeč. Ta kamera je ista, ta kamera v Turčiji na teh počitnicah je ista, kot je kamera, ki jo ona drži v svojem stanovanju
20-25 let pozneje, a ne, v rokah. Zdaj, okrog preproge se nisem mogla čisto odločiti, a je tudi to ista preproga, to mi malo pomagajte. A je to preproga, ki si jo je oče, ki je očitno tudi v nekih finančnih težavah težko v Turčiji privoščil, a je to ta preproga, ki jo ima ona v stanovanju, ampak te naveze hčerka, oče so tukaj res globoke in še tako skoraj se mi zdi, da tako pretanjenega filma ne moreš narediti, če ne gre za delno avtobiografijo. In tudi se najbrž tudi sami opazite, pa ne samo na področju filma, mislim, da je sploh na področju umetnosti v zadnjem obdobju kar en tak trend avtofikcije. Tudi recimo v slovenskem filmu to imamo, nekoč je bilo to bolj dokumentarno, ampak pred kratkim ste najbrž tudi že gledali film Igorja Šterka, ki je tudi, ga lahko rečemo, avtofikcija, zelo veliko tega je v literaturi, recimo film, ki bo nastal, sicer ne bo avtofikcija, ampak roman pa je, od Bronje Žakelj, Belo se pere na 90, tudi v gledališču, recimo, ker sem premišljevala, kaj bi bilo v gledališču, Ivo Svetina, mislim, da 2 sezoni nazaj, smo gledali predstavo, ki je tudi bila avtofikcija, tako da to je pri nas v Evropi in v svetu en tak zelo prevladujoč način pripovedovanja ta hip. S tem, da včasih, pa ne v primeru tega filma, sploh ne, ampak v kakšnem dokumentarnem filmu se tako kot gledalec si že skoraj malo zadregi, ker si že na pragu nekega voajerstva, ki si ga mogoče tudi ne želiš čist. Ampak v tem filmu jaz tega nisem začutila. Mogoče ste vi kdaj začutili, da pa malo preveč v intimo vstopaš. Jaz tukaj pri Charlotte Wells nimam tega občutka. Meni se zdi ravno nasprotno iz tega stališča, da obravnavamo seveda tematiko, za katero vemo, da je najbrž zelo povezana z avtoričino osebno zgodbo, hkrati pa vsakdo od nas išče veliko povezav. Vsi smo otroci, vsi smo doživeli določene občutke ob gledanju, pa ne gre zdaj fotografij ali pa videoposnetkov naših staršev, tako da verjamem, da je v vsakem izmed gledalcev, gledalk lahko ta film spodbudil kup reakcij, kljub temu, da je šlo za avtofikcijo. Ja. Je kakšno še mnenje, komentar, vprašanje? Aha, izvolite. Dober dan. Jaz bi se pa rada dotaknila igre. Mene je igra te mlade punce tako presunila, jaz ne pomnim, kdaj sem videla, da je tako, se to ona ni igralka, ne, ona je še vedno punčka, ali pa mogoče stara 12-13 let tukaj, da je nekdo tako odigral eno 11-letno najstnico. Mislim, ko bi bila res, mislim, tako resnično je to bilo, to je bilo res tako resnična ta igra, da me je prav presunila, z malo teksta, pravzaprav z malo gestikulacije, z vsem, ampak izjemna igra mladega dekleta, no. To me je dobro, on je ravno tako bil odličen, ampak on je igralec, ne? In vsi ostali, ona pa dekle, punca. Tako da to me je res, to je bilo še ena taka nota, no, ki mi je v tem filmu. Pa še nekaj, zelo malo je vsebine okrog, ki jo mi vidimo, ne vemo, od kje on prihaja, ne vemo, kaj je z njim, ne vem, ampak je čisto dovolj vse povedano, spet za zelo malo teksta. Vse je jasno, pravzaprav, ne, lahko si mi domišljamo še, kaj lahko še navezujemo, ampak to je bilo čisto dovolj, kar je bilo povedano, ne, za takšen film. Samo toliko. Hvala. Super. Hvala. Še mečkam, da se dotaknemo, kar se igre tiče, kasneje vprašanje. Zanimivo mi je bilo, zelo podobno sem zaslutil v prvem ogledu in šel preverjati, ali se ta punčka ima kakšenkoli odnos s tem igralcem, sta ona dva, ne vem, oče, hči ali sta kakorkoli povezana. Ni se mi zdelo možno, da je lahko nekdo pri teh letih navezal tako pristen odnos z igralcem. In mislim, da bo Ingrid to potrdila. Zelo malo sta se poznala oziroma sta se spoznala par dni pred snemanjem. On je sicer vrhunski igralec, smo ga videli v številnih serijah in filmih, ona je pa, kot pravite,
punčka. Kako je prišlo do te kemije, do te povezanosti, da pravzaprav res delujeta, si ne znamo razložiti, razen morebiti s tem, da je Sophie upodobila Charlotte in da je morebiti režiserka bila v svojih eksaktnih navodilih tej punci lahko izjemno natančna. Ja, jaz se absolutno strinjam z vama obema, pa najbrž še s kom, to so res vrhunski igralski dosežki in ja, pač oče Paul Mescal, čeprav mlad igralec, ne, vendarle profesionalen igralec, tudi nagrajen, tudi za to vlogo je bil nominiran za Oskarja, ni ga dobil, je dobil pa pač veliko drugih nagrad, ampak ona pač zdaj Charlotte Wells je v intervjujih pripovedovala, da jo je res zelo skrbelo, ker film je nastajal v času covida, teh osebnih stikov je bilo zelo malo. Ona se je, mislim, da s Paulom Mescalom srečala, z igralko pa sploh ne. Ime je Frankie Coe, tako no, Frankie. Ampak je takoj, ko so prišli na lokacijo v Turčijo, je ugotovila, da je to, da je med njima nastala ta neka potrebna kemija. Pustili so jima v procesu nastajanja 14 dni časa, ki sta ga preživela skupaj in med njima se je vzpostavil en tak odnos, ki je res tako mnogoplasten. Ona res je odlična. Jaz sem se na trenutke spraševala, so kadri, ko je ona v filmu zrelejša in pametnejša od svojega očeta. In v bistvu nastopa kot odrasla ženska. Pa se to tudi vsi vemo, obstajajo otroci, ki imajo neko modrost v sebi ali pa v svojih očeh in ta igralka se mi zdi, da je pač ta deklica, no, saj ona ni igralka, da je ta tip tega človeka in ona, tako kot ste vi prej krasno pripovedovali v tem kadru, ko ona zapoje to pesem, mislim, da je od R.E.M., ona kako drži mikrofon v teh njenih prstkih, je vsa ta neka njena zadrega, ta konflikt, ki ga je prinesla iz auditorija tukaj na oder, in ga odnese sabo nazaj in to z očetom, polka se pogovarjata, na trenutke, ne vem, se tudi sprašuješ, a je to Lolita, pa rečeš, ne, ni, nobene te dimenzije tega nekega zapeljevanja ni v tej njeni igri ali pa v tem njenem liku. Ona tako je, hkrati se pa v enem drugem trenutku spremeni v deklico, v punčko, v eno pobalinko, in vse vmes v tem, res pač tako velika vloga. Tako da smo prepričani, da bomo Frankie še velikokrat videli na filmskih platnih. Izvolite še vprašanje. Jaz bi pa samo rekel, da je to moja življenjska zgodba. In zelo lepo prikazana. Hvala. Hvala lepa, ko ste to rekli, a ne. Zdaj režiserko so zelo pogosto na takih pogovorih to spraševali. Ona je zelo različno reagirala. Meni je v enem intervjuju je tako zraven zapisano, da ko so jo to vprašali, koliko je pa tukaj kaj avtobiografskega, da je ona tako v najboljši angleški maniri v tistem hipu majčkeno zvrnila kozarček in je rekla, ups, kaj se mi dogaja, res sem nerodna v enih stvareh in začela govoriti popolnoma nekaj drugega, ker so bili trenutki, ko ni mogla, ni želela sploh govoriti o tem. Je pa tako, no, se mi zdi na nek način vsem ustvarjalcem, vsi tisti, ki nismo, no, zdaj tle čist osebno govorim, tudi malo zavidamo, ker se mi zdi, če lahko en tak omaž nekomu, ki ga imaš rad, če si ga sposoben narediti, je to najbrž tudi eno veliko olajšanje zate kot za človeka, ne, in tukaj se mi zdi ljudje, ki so ustvarjalci, imajo eno zelo lepo možnost, da te bolečine svoje, da jih v nekaj toliko zelo lepega pretvorijo za vse druge, no, tako. Super, in najbrž je tudi Charlotte vrsto let imela to idejo oziroma je kar nekako čakala na ta
recimo obračun s preteklostjo. In neverjetno res, kako je tudi s tem filmom nekako spodbudila novo generacijo britanskih režiserjev in režiserk, ker naenkrat so, podobno kot v slovenskem filmu, govorimo o nekem pomlajevanju, o neki novi generaciji, Britanci dočakali to. Kot da so rabili en tak prvoosebni, globoko izpoveden film, ki se nas bo vseh dotaknil. Ja, ker to navdušenje v Veliki Britaniji je bilo res enotno. Ko je film Po soncu v Sloveniji prišel na program ravno v Kinodvoru, sem jaz takrat po naključju spremljala na družabnih omrežjih, ne vem, če ste tudi vi, pač odzive na ta film in ja, veliko ljudi je bilo pač tazga podobnega mnenja, kot recimo sem jaz ali pa še marsikdo tukaj. So bili pa tudi ljudje, ki so na Facebooku sprašvali, naj mi nekdo prosim razloži ta film. Jaz ne razumem, zakaj je vsem tako všeč. Tako da smo res različni. Še kakšno vprašanje, mnenje, komentar? Aha, izvolite. Še. Hvala lepa. Meni se zdi ta film res tako eno veliko hrepenenje po očetu, ki pravzaprav mora vsako hčerko potrditi v tem, da ona lahko nadaljuje svoje življenje. In če tega ni, je pol zmer nekaj manjka in nekaj ni in tako naprej. Tako se mi zdi, da je to res ena lepa zgodba. Tako lepo, čustev veliko in te potrebe veliko prikazane in mogoče sploh nista bila ločena starša, sploh zaživela mogoče skupaj nista, če sta bila tako mlada, ko se je ta Sophie rodila. Ker prav ona ga sprašuje, zakaj rečeš moji mami, da jo imaš rad, ko pa ne živiš z njo. Ja, sej tako, tako, mogoče jo ima še vedno rad, pa pač ne more živeti na ta način kot ona in tako res eno veliko, veliko hrepenenje, zelo lepo. Hvala lepa. Hvala vam. Ja, dejansko je res to neko očiščenje pravzaprav tukaj prisotno, hkrati pa, tako kot smo prej rekli, je malo teh informacij, ki bi nas begale. Je prepuščeno zgolj tistemu, kar potrebujemo kot gledalci. Ja, čeprav je vse zelo natančno in prefinjeno narejeno. Mi slutimo, kdo so te ljudje, ki tukaj skupaj počitnikujejo. Že po tistem prvem kadru na avtobusu vemo, kje smo. Tudi Turčija je tako ravno dovolj prisotna. Ampak jaz bi se mogoče vseeno še malo k temu vrnila, kar je gospa rekla. Pač naslov filma, na to bi vas opozorila. Naslov filma v izvirniku je After Sun. Zdaj, to je zelo težko prevesti. To je tako neprevedljivo, kot so solzice od Prežihovega Voranca, ker je mnogo pomensko in tukaj v slovenskem prevodu pač tega se ne da prevesti. After Sun je v bistvu After Sun Lotion. Tukaj gre pač za to mazilo, ki si ga potem, ko te sonce fino opeče, namažeš in upaš, da bo boljše. Tako da ona je tudi s tem je nekaj povedala, s tem naslovom v angleščini seveda. Pa to, kar ste vi, gospod, rekli, zdaj premišljujem, mi vendarle, tlele je en zelo močan angleški dialekt. Tukaj brez podnapisov so dialogi, ki se kar zgubiš. In tukaj je nedvomno v angleščini so stvari, ki jih mi v prevodu malo tudi zgubimo. Tudi zato mogoče ni bilo pri nas tako neskončno in popolno navdušenje nad tem filmom, kot je bilo v Veliki Britaniji, ker so ga pač slišali tudi ta film drugače. Tudi o zvoku bi zelo lahko govorili, tudi zvok tega filma je tako posebna zgodba. Tudi glasba, konec koncev. Moram priznati, da je en boljših soundtrackov, ko res lahko slišiš, kako z glasbo lahko narediš eno bogato ozadje. Še kakšno mnenje, vprašanje? Če bo še kakšno, kar z dvigom roke, to pokažite. Jaz lahko vprašam še, seveda ste redna gostja filmskih festivalov, pogosto ste tako v Berlinu kot v Cannesu. Ta film je bil v bistvu predvajan, mislim, da prvič v Cannesu, tako je hitro prevzel kritiško nagrado in nekako pozornost.
Kako mogoče sami ste ali takrat že slišali za ta film, se je že kaj govorilo o njemu, kakšen pomen seveda imajo ti največji festivali in dejstvo, da se lahko predstaviš s takim filmom recimo v Cannesu? Ja, to je, če si pač s tem filmom v Cannesu, to je največje priznanje v svetu filma, ki ga kdorkoli lahko dobi. Zdaj, Canneski festival je kar dost velika, ne, tako da je nemogoče, da bi pač vse filme pogledal, razdeljeni v različne sekcije, v srednjo tekmovalno, pa še nekaj teh osrednjih sekcij. Potem je ena zelo bogata sekcija 14 dni režiserjev in potem sta še dve sekciji, ki sta nastali obe v konec 60-ih let, takrat, ko so pač te mladi francoski režiserji, zdaj jih je že večina pokojnih, vsi pa še ne, no, nekateri so še zelo živi, ko so zahtevali drugačen festival. Festival, ki bo bolj avtorski, in iz tega časa približno izvira tudi sekcija Teden kritike. In ta film je bil prikazan v tej sekciji. Jaz takrat tega filma pač nisem videla, tudi moram priznati, da sem nanj pozorna postala šele potem, ko so ob koncu leta 2022, ko se nastajajo te lestvice filmske in britanska revija Sight and Sound dela tako lestvico in tam se tudi te neki nacionalni okusi pokažejo, sem takrat šele postala pozorna na ta film in sem bila res zelo vesela, ko je prišel v Kinodvor. In mislim, da je bil tudi na Gradu. Jaz sem ga gledala na Gradu, no, na teh poletnih projekcijah. Berem pa, sploh britanski kritiki so si seveda v Cannesu pogledali ta film, ker si svoje filme pogledaš, in že tam se je začel ta nek val, ki je potem ta film odnesel do vseh festivalov nagrad, tudi do Ljubljane, no, tako. In tudi do nas. Tako da smo lahko veseli, da se je to zgodilo. Še kakšno vprašanje? Upam, da nisem česa spregledal, sicer pa, izvolite. Ker sem že prej začel s tem mojim videom in tako naprej, ena asociacija, vi, gospa Kovačeva, ste rekla, da je morda kamera tudi tretji igralec. Sigurno je morala biti, ker ob tem tehnološkem napredku, če nimaš stare kamere, starih posnetkov, sploh pogledati ne moreš. V bistvu res je, dejansko neke mini DV kasete ne moreš pogledati, če nimaš stare. A lahko jaz zdaj še vas nekaj vprašam? Ta zvok, ki je bil na začetku, preden se film začne, prav želela sem si nekoga, ki bi imel to kamero, vprašati, a to je ta zvok vrtenja, posnetkov, to je to, ker se tu še večkrat ponovi. To je ta zvok, ko v bistvu naprej in nazaj previjaš, ampak hkrati že vidiš sliko. Ja, to je v bistvu prva stvar v tem filmu, ta zvok te kamere, očitno tudi ona, ne vem, zdaj se bom zmišljevala, ima Ispanja v sobi, v ušesih ta zvok. Očitno je zelo pomemben, ne. Ja, dejansko je ta zvok oziroma vse tisto, kar ta zvok prinese, pregledovanje starih posnetkov, spodbudil ta film, spodbudil tudi vsa ta čustva, ki se pri njej zgodijo. Izvolite. Ta film je bil posnet v času covida. Zato, ker v Špicih smo videli, so imeli 3, covid nadzornik pa za covid, prav osebje, ki so skrbeli za to. In to bližnje srečanje, ne vem, kako so reševali, v tistem času. Zdaj, jaz se spomnim, da takrat so tudi v Sloveniji, ne sicer v tem prvem obdobju, leta 20 do poletja, ampak potem pozneje poleti, da so že pod enimi strogimi pogoji, katerih so se morali producenti dosledno držati poleti, da so snemanja potekala. Tako da po moje je tukaj šlo za nekaj zelo podobnega. Ja, dejansko se... Ni se toliko ustavljalo samih produkcij, je pa res, da je bilo en kup določenega dodatnega osebja potrebnega za to, da so se snemanja sploh lahko odvijala. Jaz bi se ob tej priložnosti še enkrat zahvalil Ingrid za današnje gostovanje. Lepo je bilo znova vas imeti v naši družbi. Ingrid je seveda vrsto let opravljala to, kar
zdaj trenutno jaz počnem, tako da hvala Ingrid za to, da stva zamenjala vlogi. In pa seveda veliko uspehov tudi, tako kot Kinodvor praznuje v tem obdobju, je tudi praznovanje na programih Ars, mislim, da 60. obletnica. Najbrž so to posebni mejniki, ob katerih je kup dodatnega dela, ki pa je prinaša veselje. In lepih priložnosti. Hvala in pa seveda najlepša hvala tudi vam. Naj povemo, da bo naslednje srečanje 15. maja, ko bo na sporedu prav tako v Cannesu nagrajeni film Modri kaftan. Tako da vabljeni znova v našo družbo 15. maja. Hkrati pa hvala za današnjo pozornost in lep dan še naprej. Hvala lepa.